Če jo želi nositi, jo lahko nosi pod abajo. Obleče abajo čez, nihče ne more opaziti razlike, razen te grbine na hrbtu, ampak nič drugega. Škotska je strpna, miroljubna in vključujoča država. Zato je v tem trenutku, ko vidimo porast delitev v naši družbi, tako pomembno, da podpiramo naše skupnosti vseh različnih veroizpovedi in vseh različnih prepričanj. Vsi si želijo islam, dokler ne ugotovijo, da si ga v resnici ne. Ker me ta patetičen pojav poveličevanja islamizacije strani zahodnih žensk jezi, še posebej, ko ugotoviš, da je to resnica o tem, kaj pomeni biti žena islamista. Čudovito je. In točno to si vsi želijo. In kljub temu še vedno mislijo, da se lahko izognajo propagandi, ki jo bomo zdaj gledali. Zdi se mi tako patetično, da nam vsiljujejo te ideologije, dokler ne ugotovijo, kaj to dejansko pomeni zanje, kot ta neumna ženska. Tukaj trdi: dovolj imam rasizma, muslimanski moški niso nasilni. Ob tem muslimanskem gospodu se počutim varneje kot ob kateremkoli rasističnem Nemcu. Neverjetno. Mislim, glede na to, kaj ima oblečeno in vemo točno, kaj si on o tem misli, je to kar malo nerodno, se ti ne zdi? Seveda je edini razlog, da ona tako verjame, ta, da nima nahrbtnika, kar pa, ali veš, ni primerno za islamistične ženske. Svoji ženi tega ne bi dovolil. Ker ko si ga enkrat nadene, oblikuje njena ramena, hrbet, morda celo pas in morda zategne abajo tako, da je tudi njen prsni koš viden. Imam vprašanje za vas. Če boste vprašali tega moškega, šejka, Asima al-Hakima, kaj misli o tej ženski, ki nosi nahrbtnik, kaj mislite, da bo njegov odgovor? Tukaj je, kako potiska to neumno stvar. Dovolj imam rasizma. Muslimanski moški niso nasilni. Ne, niso nasilni, razen če ste v zmoti. Vendar vam ne bodo dovolili, da nosite to ali vaše nahrbtnike ali karkoli drugega. Promovirali bodo neumne, nespametne stvari, kot je ta. Nahrbtnik. Če ga želi nositi, ga lahko nosi pod abajo, abajo da čez. Nihče ne bo opazil razlike, razen te izbokline na hrbtu, ampak nič drugega. Ne skrbite, fantje, nočemo, da so naše ženske seksi in lepe ali da jim kaj kuka ven. Hočemo samo, da izgledajo kot kamele. Ali natančneje, kamele zavite v vreče za smeti. Ko že govorimo o vrečah za smeti, to je še en pojav, ki ga opažate. Te ženske gredo na ulico in prosijo ljudi, naj se pokrijejo z vrečami za smeti. Mislim, da so rute lepe. Mislim, da so dolge obleke lepe, ampak le, če jih ljudje resnično želijo nositi. Poglejmo si. Tukaj jo prosi, naj prvič poskusi hidžab. Dekle se smeji. To je tako vznemirljivo, tako čustveno je. Očitno, opazite to? Poglej, vidiš to? Njen trebuh je krvav, ker je to zelo neprimerno. In kar poskušamo tukaj narediti, je, da vas spomnimo, kakšni bi morali biti. In tukaj spet nasmeh, srečna, srečna. Ampak njen trebuh je krvav trebuh, ampak srečna, vsi si to želijo, dokler ne razumejo, kaj to v resnici pomeni. To je čudovita obleka, če greste na kakšen zanimiv dogodek, to ni nekaj, kar bi želeli nositi vsak dan. Vsi vemo, da je to res. V redu? In zdaj tukaj dela propagando te deklice pred Pradino trgovino, za katero stavim, da svojih žensk ne oblačijo tako. In govori, wow, to je tako čudovito, ne skrbite, lahko nosite, kar želite. Tako je izgledala prej. Fuj, kri, želodec, ogabno. In tako izgleda potem. Zdaj ne vem, če ste to opazili, ampak vidite tisti mali križ na njenem vratu? Sprašujem se, če je to razlog, da jo je ta ženska izbrala. Prej in potem. Poglejte to srečno, nasmejano, lepo dekle. Objemi, tako lepo je, vsi si želijo nositi te stvari. In potem imate to. Ta moški misli, da hidžab sam po sebi ni dovolj spodobno oblačilo. Zato ima v žepu nikab in ga daje ženskam, da si pokrijejo obraz. No ja. Očitno tista nasmejana deklica ni dovolj. Želimo si nekaj več. Ne moram poslušati glasbe, to me moti. Tukaj je, vidi to žensko. Očitno je to propagandni video. Oblečena je in nosi pete, da bi bila videti in se počutila lepa. In potem reče, oprosti. To ni bilo dovolj.
Zdaj si lepa. Zdaj se popolnoma oklapljaš. Zdaj si takšna, ko bi morala biti prava ženska. In zame je dejstvo, da predstavljajo življenje žensk pod islamom kot nekaj lepega in čudovitega, zločin. To je zločin. In kmalu bomo videli, kako slabo je v resnici. Ampak najprej si poglejmo tole, ker me to res razjezi. Takšne vrste pojavov, kjer imaš politike in ženske, ki pravijo, poglejte, obožujemo to stvar. Uvinimo se v ruto, za katero je očitno, da je sploh ne znajo zavezati, samo zato, da bi dokazale, kako čudovita je ta stvar. To se mi zdi pravzaprav žalitev za ženske povsod. Škotska je strpna, mirna in vključujoča država. Zato je v tem trenutku, ko vidimo porast razdora v naši družbi, tako pomembno, da podpiramo naše skupnosti, vseh ver in vseh prepričanj, da zagotovimo, da bomo lahko še naprej živeli v mirni družbi. Škotska vlada stoji v solidarnosti z našimi verskimi skupnostmi. Dejstvo, da ne more iti s svojimi lasmi, kot bi se običajno oblekla, je nekaj, kar je pripravljena popolnoma prezreti, ker se je zelo slabo pokrila z nekakšno ruto na glavi. Iskreno, zgleda, kot da bi se moj mož norčeval iz mene, ko si pokrije obraz z ruto. Ne izgleda kot nekdo, ki bi to res nosil. Ampak ona ne bo govorila o tem, da v resnici ne mora iti na to slovesnost in govoriti na panelu z moškimi, razen če je pokrita. Ne, o teh svoboščinah ne bo govorila. Govorila bo samo o vključenosti. Trenutno doživljamo porast diskriminacije in nestrpnosti. Zato je izjemno pomembno, da se taki obiski dogajajo, kjer ministri pokažejo našo podporo predvsem verskim skupnostim, izražamo solidarnost in mir. Dolg čas, ampak očitno opazite, da mu ni treba nositi pokrivala za glavo. Ne opazite njega, niti njega ne opazite. Predvsem našim verskim skupnostim izražamo solidarnost in mir. Dolg čas. Vlade vsiljujejo tako smešne ideologije. Poglejmo, kaj se v resnici dogaja. Za ženske je islam hujši kot dosmrtna kazen. To vidimo konkretno v Afganistanu, v Iranu, v vsaki islamski družbi, kjer lahko ženska izgubi svojo svobodo, varnost in celo življenje. V Afganistanu so talibani zapisali v zakon, da lahko moški pretepa svojo ženo, dokler ji ne zlomi kosti. To je prijazno od njih. To te res spomni na tovrstno strpnost, kaj ne? Poglejte, kako smo strpni. Ne skrbi, preteprite bodo samo, če ti pri tem ne zlomijo kosti, veš. To je kruta resničnost za milijone žensk, ki živijo pod smrtonosnim kultom, imenovanim islam. Zelo rad bi videl, da bi levičarske liberalne feministke protestirale proti temu resničnemu zatiranju žensk. A žal se to ne bo zgodilo, ker je resnica ta, da se ne morete predstavljati kot zagovorniki pravice žensk, hkrati pa podpirati politike, ki uvažajo takšne ideologije v Evropo. Vidite, to je takšen politik, kot ga potrebujete. To je poslanec Sebastian. Vašega priimka ne znam izgovoriti, resnično se iskreno opravičujem. Ampak takšne poslance potrebujete, ne pa te neumnosti, ki se pretvarjajo, da je vse v redu. Rekla sem vam, da bomo pogledali, kaj se v resnici dogaja ženskam. Poglejmo. Vidite, kdo je zapustil vero. In zdiš se zelo pozahodena. Zaradi tega, ali si ugotovila, da si bila izpostavljena nadlegovanju? Bodimo jasni, vse te ženske trdijo, da je to nekaj dobrega. Poglej, kako lepo je, poglej, kako neverjetno je. In potem so tu res pogumne ženske, ki so to zapustile in ugotovile, da lahko spregovorijo. In to počne ta ženska. Pogumno, junaško, neverjetno in lepo je, da pove, da ji je dejansko mar za ženske. Ni mar za signaliziranje kreposti, da bi se zdelo, kot da ji je mar za ženske, medtem ko jim še vedno dovoljuje, da jih pretepajo. Ste bili kdaj izpostavljeni neprimernemu vedenju? To je zame. Bolj je šlo za to, da sem spregovorila proti islamu, vendar je to prihajalo iz same skupnosti. Obnašanje je takšno, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da te utišajo ali da ne govoriš o slabostih, recimo skupnosti ali vere. Tako da na začetku sem bila deležna popolnoma enakega odnosa, žal mi je, da to rečem, kot ga imajo do nemuslimanske ženske. Točno tako, kot si rekla. Tako so postale spolno izprijene grožnje bolj pogoste. Ker nisem več del skupnosti, zato me ni treba spoštovati ali zaščititi, ali, kot pravijo muslimanske feministke, kar je popoln oksimoron, ampak rade rečejo, da jih islam obravnava kot kraljice, kar je popolnoma smešno. Ampak dejstvo, da sem zdaj izgubila to privilegijo, recimo, ker sem zapustila islam ali izstopila iz skupnosti, ja, resnično se počutim, kot da sem
Neverjetno je. Pravka, ne? Kar ona pravi, je nekako tako. Glej, če si del skupnosti, te bomo morda zaščitili. Zaščitimo te tako, da te pretepamo, dokler ti ne zlomimo kosti, ampak teoretno bi te lahko zaščitili. Ampak ko enkrat nisi več del skupnosti, ne, potem te obravnavamo tako, kot si zaslužiš, kot nevernika, kot bi obravnavali neislamiste torej. Te neumne bele ženske, kot je ta ženska, kako bi jo v resnici obravnavali, če bi nam bilo dovoljeno in če je ne bi potrebovali zgolj kot koristno orodje. Idiotka. Neke vrste spolno izprijene grožnje. Kaj je postalo? Podvojimo to, ker ne morem gledati stvari. To je bolj običajno, ker nisem več del skupnosti, zato me ni treba spoštovati ali zaščititi. Ali pa kot muslimanske feministke, kar je popoln oksimoron, ampak rade rečejo, da jih islam obravnava kot kraljice, kar je popolnoma smešno. Ampak dejstvo, da sem zdaj izgubila to privilegijo, recimo, ker sem zapustila islam ali izstopila iz skupnosti, ja, se zelo počutim kot igra, kot ostale, oprostite, kot nemuslimanske ženske, razen če bi se vrnila k islamu. Tako da, ker je vedno to prisotno, sem dobila nekaj res groznih komentarjev. Kot naprimer, posilil te bom in te pripeljal nazaj k islamu. Oprostite, ali smem uporabiti besedo na P? V redu, ja, kar se tega tiče, kot naprimer, posilili te bomo ali pa poročili se bom s tabo in boš moja 4. žena in te bom pripeljal nazaj. Vedno je prisoten ta pogoj, Kot da bomo nad tabo izvedli to nasilje in te na nek način pripeljali nazaj v skupnost kot posledico tega. Kot da ne boš ušla izpod nadzora. Ampak ja, točno takšno miselnost širijo do nemuslimanskih žensk. Ja. je čudovito, je krasno, ne skrbi. Posilili te bomo in potem se boš morda spomnila, da bi se morala vrniti k nam, ker to pač počnemo. Je res krasno. Če ti je všeč, da te posilijo, se nam pridruži. Če ti ni všeč, da te posilijo, se nam vseeno pridruži, ker bomo poskrbeli, da se ti bo začelo dopadati. To je ogabno, to je odvratno. In iskreno, to je sramota. Za vse dekleta tam zunaj, za vse poslanke, za vse ženske, ki mislijo, da lahko to ideologijo vsiljujejo drugim ženskam. E-poštna sporočila, ne da bi dejansko razkrile, kar smo gledali na začetku tega videa, da je vse, kar počnejo, vse, kar jih zanima, da te nadzorujejo, podrejajo in te udarjajo. In dejstvo, da so še vedno ljudje, ki to dobesedno še vedno zagovarjajo, je smešno, popolnoma in povsem noro. Hvala za vašo pozornost pri tem.